Spoštovani predstavniki Zavoda Varna pot in svojci tistih, ki so izgubili življenje ali pa so bili težko poškodovani v prometnih nesrečah. Spoštovani predstavniki državnih inštitucij, ki se ukvarjate z varnostjo v prometu. Včasih se moraš tu ustaviti, da dojameš, kako je kdo s hrbtom obrnjen proti tebi, sredi življenja odšel po cesti, ki ga je izvrgla v svoj vase izrečeni z Bogom. To so stihi Nika Grafenauerja, ustvarjeni prav za ta spomenik, ki nas vedno znova vabijo, da se za trenutek ustavimo in zavemo, kako lahko ima en sam trenutek velike posledice za vse življenje in lahko povzroči neizmerno žalost in trpljenje. Tu na tem kraju se dotikata svet tistih, ki so izgubili svoje bližnje, in svet tistih, ki so to povzročili. Prometne nesreče in njihove posledice niso le družinske tragedije, temveč resna družbena škoda. Zato si je treba individualno in kolektivno prizadevati za večjo varnost. Tudi v prometu ni vseeno, kako živimo, kako se obnašamo v odnosu do soljudi in pa do samega sebe. Sobivanje enostavno ni mogoče brez upoštevanja pravil in moralno-etičnih standardov, ki se morajo reflektirati v vse večji mobilni komunikaciji. Kritičen pogled na ta svet in aktualna dogajanja ter razmere v njem nas prepričajo, da je potreba po nenehni prenovi človeškega značaja velika, da je soočanje s trpljenjem in smrtjo za vse ljudi na dnevnem redu in je skrajni čas, da spremenimo odnos do našega stvarnika in do sočloveka, da spremenimo naše razmišljanje, naš način življenja in upravljanje z dobrinami tega sveta. Brez medsebojne strpnosti in upoštevanja možnosti vseh deležnikov se niti varnost v prometu ne bo izboljšala. Svet se ne more izboljšati brez preobrazbe duha za skupne etične vrednote. Tega bi se morali dobro zavedati in se vedno znova vprašati, ali smo storili dovolj in vse, da ne bomo povzročitelji in vzrok bolečine soljudim. Ali smo pripravljeni razumeti, spoštovati in sprejeti pravila, ki veljajo za vse nas? In ali se način medsebojnega komuniciranja in pomanjkanje dialoga v našem vsakdanjem življenju ne seli tudi na ceste? Sveto pismo nas uči, da je človeško življenje preveč dragoceno, da ne bi iskali še boljših rešitev, tudi če bo treba korenito poseči v naše navade in naše razvade, ki so med najpogostejšimi dejavniki tveganja. Pred ta izziv je bila postavljena tudi skupnost 12 Jezusovih učencev po njegovem govoru, na primer v Kafarnaumu. Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati, so se spraševali učenci. Trdota oziroma zahtevnost besede se pokaže takrat, ko ji je treba slišati in iz nje tudi živeti. Tudi ko je oče na gori razodel svojega sina in učencem velel, njega poslušajte, ni šlo za poslušanje besed, ampak za oblikovanje življenja po teh besedah. In kje smo danes mi? Ga poslušamo in hodimo za njim, ali se samo imenujemo po njegovem imenu? Smo dovolj njegovi,
da čutimo samo posledice zasmehovanja in izključevanja s strani okolice, ali pa se dovolj prilagajamo, da je naša vest mirna in naše življenje brez preizkušenj. Ali v resnici živimo iz njegovih besed, ker smo trdno prepričani in vemo, da je on sveti od Boga in ima besede večnega življenja. V tem vprašanju ni razočaranja in niti ne očitanja. Je pa pravzaprav samo drugače oblikovano Jezusovo povabilo: hodi za menoj. Zato tudi mi prosimo Boga: Gospod naš Bog, naše poti so zaradi naših napačnih odločitev velikokrat drugačne, kot si želiš. Toda ti poznaš naše ravnanja, našo žalost in bolečino. Zato prinašamo pred tvoje obličje vse, kar nas v teh trenutkih bega, spremlja in obdaja. Prosimo te za usmiljenje in spremljaj nas na naši življenjski poti, da pravično ravnamo. Preminuli, ki si jih danes tu in vse povsod spominjamo, pa naj po prehojeni poti najdejo svoj mir v tebi, vsi mi pa našo žalost in tiha pričakovanja polagamo v tvoje roke, zdaj in za vedno. Amen.